Torej, moja najstarejša knjiga, ki je še zapisana v nemščini in je v takšnih njihovih posebnih črkah, je pa iz leta 1896. Blaž stare knjige najde med odpisanimi v knjižnici, veliko pa jih je dobil tudi od domačih, med drugim knjigo, ki jo je njegova babica prejela za bralno značko. V moji zbirki imam tudi velik del zbirke Pravljica, ki jo je tudi moja mama brala, ko je bila še majhna. In Lesi se vrača, ker je pač moja najljubša knjiga in sem jo tudi največkrat prebral. Poleg njega imata doma knjižno omaro tudi njegova oče in mama. Z bolj odraslimi knjigami, ki še niso za otroke. In tam so tudi kakšne stare knjige od Vrteta Bevka pa od Ivana Cankarja, ki so išle v tistem času, ko sta še ona živela. Kako mi čakaš, da boš malo večji? Ker knjig za mlade je zdaj malo manj. Največ za tiste otroke majhne pa za odrasle. Imam pa tudi knjigo z recepte, ki sem ji pač naredil nove platnice, ker so že čisto razpadale. Pa so tudi različne jedi, ki so jih takrat pripravljali. To, da imam svoje knjige, mi pomeni, da imam neko lastnino knjig, da jo lahko drugemu predam, pa tudi ne rabim vedno hoditi v knjižnico, če hočem kakšno knjigo prebrati. Zbira tudi stare družinske zapiske. Prababica moja, neka vrste dnevnik, kaj so dobili, pa kdaj so to dobili. Tu pa je še ena knjiga, tudi prababica delala zapiske, kdaj so imeli koline, pa kaj so dobili priporoke. Nekaj je gotovo. Če pisana beseda veliko pomeni staršem, je večja verjetnost, da boste brali tudi otroci. Nimam glih nekih ciljev, sam rad berem, pa da bi imel stare knjige, da bi bile tudi za moje otroke, da bi tudi oni radi brali tako kot jaz.